jaz sem Inform birojevski letnik, 48, rojen v Potočah pri Preddvoru. To je manjša vas pod Svetim Jakobom, mogoče ste za Svetega Jakoba slišali kdaj, to je cerkvica nad Potočami. V Preddvor sem hodil v osnovno šolo, v gimnazijo v Kranj, potem pa nekaj tudi v Ljubljani. Bil sem nekaj časa tudi, manj kot 2 leti v bogoslovju, vmes še vojsko seveda, potem sem pa presedlal na filozofsko fakulteto in sem študiral slavistiko oziroma slovenščino in sociologijo, tako da sem to končal. Ja, to je bilo obdobje, ko sem že omenil, ko smo se začeli kristjani prebujati politično. Zame je bilo, res to skoraj blagoslov, da sem bil v tej druščini Revije 2000. Mi smo se poznali tudi sicer med seboj, in tam smo res se veliko pogovarjali o tem, kaj naj kot kristjani naredimo. Kot veste, društvo je veliko poudarjalo personalizem, to, kar je francoski filozof Mounier razvijal, in mi smo čutili, da smo na nek način v imenu tega, da razvijamo svojo osebnost in dostojanstvo, da smo poklicani, da tudi naredimo, kolikor se v danih razmerah da. Tako da smo poskušali z govorjeno, pisano besedo narediti tisto, kar se je pač dalo. In danes sem šel ponovno majčkeno brskati svoje zapiske. Jaz moram reči, da sem v desetletju od leta 70 do 80, pa tudi že pozneje, objavljal kar redno v družini. Po letu 80 sva pa zelo za to Peterletom izmenjaje vsak teden pisala kolumne na zadnji strani, posebne družinske priloge, in nekaj časa sva oba izmenjali, potem je pa Lojze, Peterle, ker je pač imel že več drugih skrbi, počasi se je že začelo tudi razmišljati o politiki resneje, sem pa jaz sama, in v tistem času sem napisal res ogromno tega, kar mi je ležalo na duši, in zanimivo, kdaj sem tudi bil malo česa, ampak nikoli nisem zaradi tega imel težav. Jaz sem bil zaposlen v Metalki kot urednik internega glasila. Najprej sem bil po diplomi nekaj mesecev na Večeru, tam bi tudi ostal, ker z Janezom Švajcarjem mlajšim sva se zelo dobro razumela, on je bil odgovorni urednik. In ko sem jaz se prijavil za to mesto in sem prišel k njemu in rekel, takoj. Je rekel, te poznam in potem pa od tega, bom rekel, kar sem pisal v Večeru, sem jaz potem prišel na tisto, da sem začel seveda pisati tudi zase, pa predvsem za družino. Pri Večeru nisem ostal dolgo, ker se veste, novinarji je sicer na nek način služba se je zdela zelo udobna, ampak v bistvu ni bila, ker tam nimaš voznega reda, pa zelo slabe plače so bile. In potem sem po nekih zvezah tudi, pa po razpisu seveda, nekako prišel do tega, da sem na razpisu bil izbran za urednika internega glasila v Metalki. Je bil tisti nad mano, tisti, ki je skrbel, da vse je v redu, ampak moram pa nekaj povedati. Vsi tisti, ki so bili odgovorni za to, da so skrbeli name, so bili zelo fair in smo krasno sodelovali. Nobenih težav nikoli in sem pravzaprav imel obilo svobode, ker sem jih znal tudi prepričati, da to, kar pišem, ali pa tako, kot je stvar postavljena, bo v redu. Ne vem, če veste za smrt Frančka Križnika. To je bil en duhovnik, zelo bister, zelo razgledan. On je deloval kot duhovnik zunaj v Nemčiji
in on je imel eno hudo nesrečo v Nemčiji in je umrl. Tista nesreča zdaj, tako se je govorilo in očitno nekaj moralo biti na tem, da je bila inscenirana. V glavnem, mrtev je bil. No in takrat, ko je bil ta pogreb, bilo je pa to leta 80, mogoče kaj pozneje, ampak v teh letih, mi smo šli na pogreb, rekel, Društvo 2000, Peter Kovačič, Lojze Peterle, pa še nekateri smo se skupaj peljali tudi, ker pogreb je pa tam v Šmarju, pri Jelšah. No in tam pridemo tja, ne, takrat pogreb duhovnika in tam kamere. In smo takoj vedeli, da gre za to, da bojo natančno posneli, kdo se udeležil tistega pogreba. Naslednji dan smo bili pa mi kot Društvo 2000 dogovorjeni, da nas bo sprejel Mitja Ribičič. Takrat je bilo vprašanje, kako bo, nekaj nas je država sofinancirala, ne? Preko SZDL-ja, SZDL pa kot krovna organizacija, pluralna in tako naprej. Potem, se veste, ti. No in in ko smo se peljali nazaj z pogreba, ne, smo rekli, fantje, a gremo Mitja Ribičiču ali ne? Smo rekli, ja. Ne vem, mislim, da je Peterle rekel, ja, fantje, lahko se pa zgodi, da bomo tam ostali, da nas bojo radi imeli, pa da nas bojo malo obdelovali, ne. No, ampak srečno se nič takega ni zgodilo in tudi nekaj denarja smo potem dobili več za izdajanje revije, tako da tisto je bilo za nas že znamenje, ne, da se nekaj dogaja. Zadnja leta, ja, bi rekel, sicer takoj že po Titovi smrti se je stvar začela, ne, ampak bolj pa potem zadnja leta, ne, ko se je pokazalo, da so tudi razpoke znotraj oblastne strukture jugoslovanske, pa tudi slovenske, da nastajajo razpoke. Takrat je bilo pa nam že precej jasno, da je pa, ja, kakšne take, rekel, taki koraki, ki so pa to še utrjevali, to prepričanje, da se bo očitno nekaj res začelo. Mi smo se veliko srečevali na raznih srečanjih, ki je cerkev jih prirejala. Midva z ženo sva recimo veliko hodila po slovenskih župnijah in sva govorila o družini, zakonu. Tudi drugi so veliko hodili okrog, jaz recimo sem tudi hodil sam, sem govoril veliko o novinarskem delu, ker majčkeno so te stvari že obvladal, ker sem to tudi delal nekaj časa, ne. Potem o odgovornosti laikov v cerkvi in tako naprej. In ta skupina jedro krščanskih demokratov je bila na začetku tudi jedro revije 2000. Ne. Peter Kovačič, ki je bil tam predsednik tega gibanja, ne, se je odrekel političnemu delovanju, je rekel, da zanj to ni, rekel, da tudi ni bilo čist, njemu se ni zdelo sploh, da je potrebno zdaj iz tega delati politično stranko. Peterle je pa takoj vedel, kako in kaj je stvar, ne, in Peterle res je imel dober nos, ne, tudi za čas, kdaj je treba začeti, ne, da je pač edina pot, da gremo in se izkažemo zdaj javno, ne da samo pisarimo pa jamramo, ampak da se izkažemo, ne. No, tako da je potem to prevladalo. Društvo je pa še obstalo, samo zdaj zadnja leta pa mislim, da je počasi da ugašano, da so pa še precej časa potem delovali, tudi knjige so jo izdajali in tako naprej, ne. Samo midva s Peterletom sva imela preveč drugega dela, da bi smo se pa še tudi kdaj srečevali. No in hočem to povedati, ne, da kakor so bili nekateri na levi presenečeni, kako da krščanski demokrati na volitvah toliko dobijo, ne, smo mi jim na nek način dali vedeti že pred volitvami, ne, da imamo mi zelo veliko stikov po terenu, da smo tako rekoč ne politično, ampak da smo kot laiki slovenske cerkve delovali v celi Sloveniji. To smo hodili vse povsod. Midva z ženo sva recimo prekrižarila Slovenijo po dolgem in počesu nedeljah. Otroke pustila doma tašči, ne. In vse to so bile stvari, ki so nas na nek način zavezovale
ker ne more nekdo kar tako vstopiti, če ga nihče ne pozna. Ne? In v tem je bila prednost krščanskih demokratov, ne? Da so nas mnogi ljudje poznali. Ne? Tako da to je bilo po svoje dobro, po drugi strani je bilo pa to tudi breme. Ne? Se veste, v politiki pa če te preveč poznajo, pa spet ni dobro. Moram reči, da tu je res Peterletova zasluga, da je zelo hitro dojel, da ne smemo zamuditi trenutka. Ne? In tu se ni šlo za spor zlasti med njim pa med Petrom Kovačičem, ampak vendarle ta pogled pa način je bil popolnoma drugačen. Kovačič se pač želel, da to ostane stvar na visoki intelektualni ravni, kjer bomo razpravljali zlasti o mestu človeka v sodobnem svetu. Ne? No, Peterle pa hitro dojel, da tu zdaj je pa konec in da je treba začeti resno s politiko in to tudi jasno in javno povedati. Tako da Peterle je tle in potem smo mu, ja, tudi ni bil problema. Ne? Ker namreč jedro, ne, prvih krščanskih demokratov, zdaj bom rekel jedro, mislim na ljudi Slovenije, se pravi občinskih ali pa odborov, recimo, ne. Jedro funkcionarjev je bilo iz zakonskih skupin, ki so delovale v okviru cerkve. Pa tudi veroučnih. In seveda, večino teh, ki so prihajali iz Slovenije, smo poznali, pa večino smo se poznali med seboj, ne, tako da tu ni bila težava, ne. In smo na nek način javno delovali znotraj cerkve in tudi imeli kakšne polemike s cerkvijo, ne. Ni bilo, da ne bi bilo tudi tega, ne. Jaz sam recimo sem kdaj tudi s kakšnim pisanjem malo razburkal slovenski, bom rekel, znotraj cerkveni prostor. Tule gotovo Jože Pučnik je imel jasno zamisel. Ne. Njemu je bilo popolnoma jasno, če hočemo na volitvah zmagati, moramo biti vsaj koalicija. Ne. Ja. Tako da, no in tu jaz moram reči, da tu kapo dol tudi zlasti Tinetu in pa Spominki. Ona dva sta se jasno zavedala, da vsak zase ne bomo uspešni. Ne. Tako da, in tu sem imel recimo idejni tvorci Demosa vso podporo krščanskih demokratov. Moram pa povedati, ne, da Ivan Oman je takrat odigral zelo pomembno vlogo. On je namreč bil tisti, ki je tudi znotraj Kmečke zveze umirjal stvari in je vedel, da tu ne gre za to, kater petelin bo lahko najbolj pel, ampak gre za to, da skupaj najprej na volitvah dokažemo, da smo sposobni. Ja, to je bilo pa tako, ne, da se pravi, midva z Jolando ali pa sva imela dosti izkušenj, ko sva hodila po Sloveniji, ali pa jaz recimo, jaz sem ogromno intervjujev naredil za Družinsko prilogo od 80. do 90. leta. Ne. Sem bil praktično ne vsak teden, ampak vsake 14 dni na terenu, ko sem se pogovarjal po Sloveniji s sogovorniki. No in tule zdaj je bilo pa nekaj podobnega, treba je bilo iti med ljudi. In seveda, tu smo imeli še to srečo, ne. To je bil začetek politike in politika še ni bila umazana. In ker politika ni bila umazana, tudi politiki še niso bili umazani, razen če so kje za koga kaj našli, ampak moram reči, da znotraj Demosa takrat takih primerov ni bilo, ker je očitno zmagalo tisto prepričanje, da mora Demos biti zelo kompakten, če hoče speljati načrt, o katerem se je pa že govorilo. Ne. Ker če ne bi tega bilo, potem bi pa res stvar zakvačkali, ne bi bili uspešni. Tako da po svoje bilo kar prijetno hoditi okrog, ne, pa tudi naporno. Jaz recimo sam, nekateri so zelo korajžno govorili, kako bomo samostojni in tako naprej. Jaz ne da sem strahopetec, ampak vedno sem malo skeptičen, no, in
nikoli ne grem na prvo žogo. Ampak naredil sem pa, kar sem lahko, ne, da bi to uspelo. Je rekel, Peterle, praviš kaj, zdaj bo šel pa ti na to soočenje, ki je bilo pred zadnje, ker sredi tedna, zadnje bila pa potem, mislim, da pred volitnim molkom, se pravi v petek, ne. Jaz sem pa morda tam v sredo, vem, da je bila Rozvita pesek, spraševalka. No in tam sem jaz, predno sem šel na televizijo, sem šel domov, gor sem doma v Potoče, malo mamo pogledati pa. Gor sem tekel do Svetega Jakoba, pa še na Potoško goro, to je Sani Hribške gor, pa še naprej do Zaplate, zato da sem sestavil odgovore. Sej nisem vedel, kaj bo vprašala Rozvita pesek, ampak sej si mislil, kaj bo sprašvala. No in potem pridem nazaj k mami, sem rekel, zdaj sem pa že vse premislil, kaj bom povedal. No in potem zvečer sem bil na televiziji. Ja, so rekli, da je bil dober nastop. Jaz sem pa postal šef poslanske skupine in sem bil do konca tega prvega mandata, ki je bilo za polovico rednega, ne, in potem še en mandat. To pa zdaj, ja, se to pa zanimivo, ne, jaz sam res nisem človek, ki bi se siloval v spredje. Jaz bi lahko ponižno kot izvoljeni poslanec zadaj čakal. Smo se pač dobili, a ne, poslanci, oziroma takrat smo bili še delegati, in kdo bo zdaj šef, ne. Peterleta ni bilo in vsi gledajo, sem rekel, ja, jaz sem pripravljen to prevzeti. In seveda ni bilo nobenega proti, ne, ker mene so vsi poznali, ne. Ja, Lojze, pa ne vem, če ni morda kakšen drugačen načrt imel. Ja, sej. Mogoče bo zame celo boljše, ker če bi se to zgodilo, da ne bi bil vodja poslanske skupine, bi jaz veliko lažje delal kot poslanec, ker ne bi bil toliko vezan na vse to usklajevanje poslancev. In to mi je vzelo veliko časa in tudi mnogokrat preprosto nisem mogel govoriti kot šef poslanske skupine, ker sem videl, kako bi to delovalo. Saj sem govoril, ker smo se dogovorili, ne, jaz sem imel kakšne take stvari, kjer smo bolj pomembne stvari obravnavali, da sem govoril o imenu poslanske skupine, sicer pa sem bil bolj v ozadju. Res je pa tudi, a ne, da preprosto toliko dela je bilo, to je bilo vendarle osamosvajanje, ko je bilo treba vsak dan se vprašati, ali smo vsi ali ne. Ne, če smo vsi tam, ampak bomo vsi glasovali tako, kot je treba ali ne. Ker to vprašanje se je vedno pojavljalo. Da ne govorim takrat, ko je bil sprejet tisti sporazum z Evropsko zvezo na Brionih, ne. Skoraj je bila še noč, ko me je klical en zelo glasen poslanec krščanskih demokratov, je tulil v telefon, da je to izdaja, in naj takoj skličem poslansko skupino v nedeljo, tako je bilo slišati, v nedeljo zjutraj, in ko Lojze pride z Brionov, da ga bomo povprašali po zdravju. In sem ga malo skušal umiriti, pa to so pač taki trenutki, ko zame, ki ne morem čisto kar takoj prebaviti, pa zamahniti z roko, ne, za mojo ženo pa še manj, so bili kar stresni trenutki. Ker sta tako rekoč je politika vdirala v naše intimno življenje. Na način, ki si ga res ne bi nikomur privoščil in tudi nikoli nisem mislil, da se bo to zgodilo meni. Jaz nisem nikoli imel težav s komkoli se pogovarjati. So pa bili v Demosu nekateri, ki so bili prepričani, da njih moramo pa ignorirati, še boljše pa, če bi jih kar majčkeno čist. Ampak potem so se tudi taki začeli umirjati, ko so videli, da gre za res in ko so vedeli, da projekt osamosvajanja zahteva zelo trdno koalicijo in tudi
opozicijo, ki bo razumela, zakaj pri stvari gre, tudi če javno kdaj pa kdaj že zaradi videza nasprotuje. Jaz moram reči, da nisem imel težav. Bolj, kot pravim, kot šef poslanske skupine sem pa imel veliko dela, pa znotraj poslanske skupine, ko je bilo treba cel kup stvari pojasnjevati. In po cel dan sem prebil v parlamentu. In danes, če gledam nazaj, to je bilo vse potrebno, nič si ne morem očitati, da nisem naredil tistega, kar bi moral narediti. Si pa na nek način lahko očitam, da zaradi družine bi pa lahko kakšno stvar spustil, pa bi drugače deloval in morda bi tudi še kakšen mandat politični preživel. Ja, tisto v Poljčah, Demosova poslanska skupina in pa, rekel, majčken ne prehitevanje, ampak dobro, Jože Pučnik je pač malo prej že povedal nekje drugje, Saj se je bilo jasno gor, da bo to sprejeto v Poljčah. Vedeli smo pa, da bo šlo za zelo resno reč. In tak občutek je moj, da so ljudje, Demosovi poslanci, že gor dojeli, da tokrat pa gre tako zares, da ne bo mogoče solirati. Ker takrat smo že imeli tudi nekaj takih izkušenj, da je kdo soliral. Tu je bilo pa popolnoma jasno, da to ne bo mogoče. In tu so pa spet odigrali pomembno vlogo tisti, ki so, bili bolj izpostavljeni. In ko so tisti povedali, zdaj pa hecov ne več, in da mi sicer Demosova koalicija smo lahko zelo enotni, pa zelo korajžni, pa bomo kar zmagali, ampak v Poljčah se je vendarle pokazalo, da v tej igri, da je Demos dovolj zrel, da bo to igro odigral brez napak. In to se je, hvala Bogu, potem tudi zgodilo. Spet po zaslugi tistih, ki so, tle, bili znotraj Demosa ne z nobeno večjo kilometrino, ampak bolj izpostavljeni, pa tudi na nek način so nanjo ljudje tudi nekaj dali. Mene to ni skrbelo. Je pa nekatere skrbelo. France Zagožen, recimo, je bil zelo v skrbeh. On je se ukvarjal tudi s statistiko, sicer v govedoreji, ampak on je malo razlagal, kako in kaj, in da kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da smo lahko čisto mirni. On ni bil prepričan čisto to. In vem, da smo ga enkrat prepričevali s Spomenkom Hribar, naj vendarle ne bo tak pesimist, da bomo. Ampak potem smo imeli tiste nočne seanse pri predsedniku Kučanu. Tam se je spet ne pokazalo, da ne mislimo podobno, ampak bolj strahovi. Eni so bili prepričani, da plebiscit v sredi zime, da je to lahko zelo nevarno in da je to na nek način, da nam je to nekdo podtaknil, ta datum, zato da stvar ne bo uspela. Take smo slišali. Ampak vendarle, ker tam smo bili pa pri Kučani, so bili pa vse parlamentarne stranke. No in moram reči, da Kučan seveda je tam zelo umirjeno poslušal in tudi, če je že kaj govoril, absolutno ni želel kakšnega prilivanja olja na ogenj, ampak umirjati stvari, da na koncu smo se vendarle sorazmerno hitro dogovorili, čeprav nekaj noči je pa trajalo, da smo prišli do tega, da podpišemo ta sporazum o plebiscitu.
mogoče to, da smo mi nekateri, pač smo imeli že, ko sem rekel, 2000, ne? Tam smo se tudi morali znati pogovarjati, ker smo tudi različno razmišljali. Pa smo se pogovarjali o mnogih stvareh, že zato, da smo drugemu povedali, kako razmišljamo o družbenih vprašanjih, tudi o filozofskih vprašanjih. Tam smo se veliko pogovarjali o personalizmu, potem o položaju slovenskega kristjana v družbi, zlasti pa najprej o položaju slovenskega kristjana v cerkvi. Ne? In te stvari, bom rekel, smo se naučili, da se je treba, če hočemo, ne, drugemu povedati, kako razmišljamo in kaj kdo razmišlja. Ne? Da je to treba delati tudi v politiki. Čeprav je včasih malo bolj sitno, ker nekatere stvari te preprosto se ti zdijo neumne, ne? Ampak za drugega pa mogoče niso. Ne? In poleg tega moraš še koga prepričati, ker sicer potem ni pravih dejanj, so lahko napačna dejanja. Ne? In v politiki je to lahko tudi stvar, ki ima nevarne posledice. Ne? Smo se sproti te stvari učili. Ne? Zdaj, jaz moram reči, da meni ni bilo težko, čeprav sem tudi v poslanski skupini imel velikrat tudi kar zabavno, ne? Smo imeli, ja, ampak sem malo bolj pozno prišel zvečer domov ali pa sredi noči. Spomenka Hribar je predlagala. In predlagala je mene. Če ko Spomenka, zakaj to? Ja, veš kaj, ocenila je, da sem tak miren človek in da bom mogoče to nelažje naredil, ker ona je bila tudi v tej raziskovalni nota. Ne. Ja, zdaj pa moram pa reči, da danes mi je žal, da nisem res neke te dokumentacije, ne zato, da bi to potem v javnosti, ampak bolj zato, da bi, ko bi to malo raziskoval še enkrat, pa da bi si nekatere stvari razjasnil in tudi morda bolje razumel tudi današnji čas, politični. Jaz preprosto nisem imel časa, da bi sploh kaj zapisal, kaj še je, da bi si urejal stvari in tako naprej. Čeprav mi je potem sekretar poslanske skupine enkrat se ponujal, da bo on uredil, sem rekel, veš kaj pusti, ker jaz sem moral še seveda se ukvarjati s to komisijo preiskovalno, oziroma raziskovalno, ne, ker to je bila samo raziskovalna, zato tudi nič nismo mogli narediti. Ne. Mi smo samo raziskovali, ne pa preiskovali. No in sem rekel, ne, se s tem ne ukvarja. Tako da nisem ne tam in tudi pri raziskovalni komisiji, ne, ker zdaj mi je majčkeno žal, ne, ker vem, da nekateri so potem marsikateri dokument lahko uporabili, jaz pa niti pomislil nisem na kaj takega. Ne. Vse sem lepo samo spakiral in oddal, ker to je potem za večne čase zapečatano in ni več dosegljivo. Ne. In se takrat s tem nisem ukvarjal. Danes seveda mi je nekoliko žal, ker morda bi, če bi imel vsaj to temeljno dokumentacijo, da bi morda potem kdaj uporabil ne proti kakšnemu človeku, ampak za stanje duha v Sloveniji proti koncu vojne in pa po vojni. Tam bi verjetno, ker bi to verjetno bilo koristno še nek drug pogled dati, ker nekateri pogledi, ki so jih dejali, tudi moji somišljeniki, se z njimi nisem popolnoma strinjal. Ja, to je bilo pa po svoje pa zanimivo. Ja, Brionska deklaracija, tam je pa rekel, ne, kako so nekateri poslanci reagirali, še predno bila sploh sklicana seja parlamenta. In, ampak treznim, resnim je bilo tako jasno, da mlada država Slovenija, kljub temu, da se ima za močno in sej vitko in vsega zmožna, ampak je vendarle morala reči, ja, smo novi, moramo pa malo upoštevati tudi mednarodne okoliščine. In jaz mislim, da je Evropska zveza takrat naredila tudi najbolj racionalno potezo. Ni nas zaprla
vrat sploh ne, ampak je samo povedala, vrata naj bi odprta, zato da boste videli, kako se bodo stvari dogajale, da ne boste mislili, da se zadaj kaj mimo vas dogaja. In to se potem zgodi. Tisti sestanek v Doljskem zame je bil res hudo razočaranje, ampak seveda nisem bil vajen tega, da bo druščina, ki je naredila toliko in toliko časa bila, vse zadnje smo bili skupaj leto pa pol, da je potem nenadoma kar čez noč, rekel, se spremenilo znotraj Demosa, so se mnoge stvari spremenile. Ampak to je pač očitno je v politiki tako, da ko je konec, je konec. Ne moš, ti si lahko z nekom prijatelj, ampak ne moš pa politično več na tak način igrati, ker on ima že drugo mizo pripravljeno in bo tam igral. Tako da jaz tega nisem mogel takoj razumeti. In, ja, predsednik vlade pa tudi je majčkeno podcenjeval. Kljub temu, da je bil naš predsednik, ampak mislim, da je tudi malo podcenjeval. Ja. Jaz sicer mu nisem hotel nič reči, ker ne vem, če bi tudi kaj zaleglo, samo morda bi bilo celo drugače, če bi... No, ampak dobro, to se je zgodilo. Pravzaprav po sklicu še skupščine. Je bi meni jasno, da zdaj pa kristjani pokažite se. Ampak po drugi strani sem pa imel občutek, da to, kar se pa nam kristjanom rado zgodi, ampak vi se pokažite, mi bomo pa zadaj, pa bomo malo kritizirali, pa povedali, kaj vse je narobe. Čeprav bi lahko, pa sploh ni za to, gre za to, da če kristjan je prepričan, da so politiki tudi kristjani, potem mora na nek način tisti, ki se s politiko ne ukvarja, vsaj na nek način biti podpora tem, ki v politiki so. Ne pa, da jih sem pa te malo maje ali pa jih tudi spotakne, zato ker se najlepše krščansko ne nasmejijo ali pa niso najlepših krščanskih besed povedali ali pa niso bili krščansko takoj na mestu, ko bi je želel, da bi bili. Tako ne gre. In nekateri so politiko res razumeli malo preveč poenostavljeno. Politika pa ni tako poenostavljena. Je sestavljena iz politične obrti, pa tudi iz človeške narave. In človeška narava seveda ima tudi zelo pomembno mesto. Tisti, ki pa kritizirajo, so pa itak bolj del, bom rekel, te človeške narave, kot pa da bi obenem skušali razumeti politiko. In to jaz včasih v krščanski srednji malo pogrešam. Razumevanje politike, ker ko razumevaš politiko, ko jo skušaš razumeti, potem boš razumel tudi, zakaj politika teče tako in ne drugače. Recimo vprašanje, vse vedno aktualno, vprašanje desnih strank do levih. Mi, krščanski demokrati, imamo na nek način povsod napisano, mi smo stranka dialoga in tako naprej. Nova Slovenija ima to od enih glavnih gesel in to skušamo tudi uresničevati. Zdaj vprašanje je samo, koliko smo slišani oziroma kolikokrat lahko to in na kakšen način povemo, glede na to, da smo v vladi, ker to je potem ta hip za nas lahko tudi en hendikep, da tega ne znamo bolj izpostaviti, ker če ni tega dialoga, se resna politika v državi ne more odigravati, ker dejstvo pa je, morata biti obe strani, tista, ki vlada in tista, ki nadzira. Pa tudi, kaj predlaga. Zelo enostavno. Nehal sem biti v politiki. Takrat, ko je minil prvi mandat državnega zbora, sem prej rekel, da nisem imel časa zase. Če bi imel jaz več časa zase, bi politično večkrat ravnal drugače.
in bi verjetno politično tudi preživel, tako pa nisem. Ampak danes sem pa za to hvaležen. Ali Bogu, ali pa ker moral sem se spet ukvarjati z vsakdanjim življenjem, takoj preskok pa ni bil enostaven, ne? Za družino tudi ne. Za nekogar v naši družini. No. Ampak preživeli smo in nam je lepo. Vse dobro v njej. 3 otroke imava, ja. Najstarejša je hči Marjeta, potem je Matija, drugi, najmlajši pa Marko. No in Marjeta ima 5 otrok, Matija ima 2, Marko je pa sam. Kam v službo? Nikamor. Nikjer nisi zaželen. In sem, ja, potem so, dobro, krščanski demokrati se to, rekel, to je bilo v redu, ja, da so mi potem, sem bil svetovalec v poslanski skupini oziroma potem sekretar poslanske skupine in potem pa mislim, da že sredi tistega mandata, ja, sem pa dobil službo na Ministrstvu za šolstvo in šport. No in ker so vedeli, da se je športom veliko ukvarjam in da tudi nekaj obvladam, sem dobil službo na direktoratu za šport in tam sem se pa zelo fajn počutil. Sem tam delal potem, koliko njih, 13 let, do upokojitve leta 15. V Celju je shajala revija Nova mladika, ki jo je izdajala Mohorjeva družba. Jaz sem bil tudi tam potem v izvršilnem odboru Mohorjeve družbe. Sem pač tam, no in tam sem objavljal v Novi mladiki večkrat. Potem še prej, ko sem bil še v semenišču v bogoslovju, sem bil urednik internega glasila o bogoslovju, no, se to je pa zanimivo, ne? No, in tam smo izdajali revijo Pogovori, mislim, da je bogoslovci še zdaj izdajo, to je bila literarna revija. In jaz sem bil glavni urednik te literarne revije, Janez Gril, to je pa zdaj je v Novem mestu, on je duhovnik, ne. No, on je bil urednik Družine, ne, saj to verjetno poznate ime, ne. No, in tam smo objavili za eno novo leto v teh pogovorih eno pesem, ki jo je napisal France Cukjati, nekdanji predsednik državnega zbora, on je bil pa takrat tudi med bogoslovci in sicer pri jezuitih in objavil bojno pesem Vojakovo. In slovenska oblast je v tej pesmi prepoznala, da on govori o tem, kako bo jugoslovanska vojska napadla sosednjo Avstrijo ali pa neko sosednjo državo, mi smo pa vendarle miroljubna država in kako lahko nekdo piše take pesmi. In potem so zaplenili to revijo Pogovori. Bilo je to za božični čas, mi smo bili, bogoslovci smo bili že doma in mene niso dobili, so prišli v semenišče iskat urednika, ki je zagrešil to objavo in da bi me na policijo in tako naprej, no, ampak potem se ni tisto nadaljevalo, ker so očitno postopek ustavili, so videli, da je neumnost, ne. No, to je bila prva taka moja izkušnja, ne, z oblastjo, tako da zdaj, ko pravite, ja, drugače pa jaz sem res, že v bogoslovju sem veliko pisal, potem v vojski, ne, to sem omenil, ne, sem cele noči bil razvodnik, sem eno sobco imel in tam pisalništvo, sem tam pisal cel kup stvari, ki so potem tudi objavljene, zlasti Nova mladika, potem Mariborski dialogi, tam sem pesmi objavljal, pa sem povedal Sodobnost, ne, in pa Prostor in čas, ne. To je bila revija, ki je nekaj let izhajala, njen urednik je bil Janez Gradišnik, ne, in tam sem jaz tudi veliko stvari objavil, tako da
drugo pa vse doma čaka. Ja, on je bil takrat profesor na teološki fakulteti, jaz pa študent. Ne? In vedel pa je, da pišem poezijo in je bral tudi mojo poezijo. Je rekel, nace ti pa, zelo pišeš to, veš to. Pa. In sem rekel, katere pesme imam in sem potem to mu tudi pokazal. Rekel, ja, veš kaj, to je za objavo. Ampak potem bilo to, on je poslal jaz sem potem, seveda, na fakulteti so te poklicali v vojsko, ker študenti teološke fakultete niso mogli odložiti služenja vojaškega roka, ne? So mene poklicali v vojsko, tako da. No, v tistem času pa on to poslal v Argentino in je bilo objavljeno, kot sem že povedal, v času, ko sem še služil jugoslovanski ljudski armadi. Tako da, ampak ni bilo, jaz niti nisem o tem razmišljal, da bo kakšna vojaška tajna služba zdaj vohala, kaj en vojak jugoslovanske ljudske armade objavlja v emigrantskem meddobju, ki je bilo takrat na spisku prepovedanih revij.